bi samo še enkrat omenil, da je dejstvo oziroma po oceni naše delovne skupine, da imamo v Sloveniji vigilančno nepismenost, ki pa lahko zelo hitro in učinkovito adresiramo z tem portalom, ki smo ga danes pač lansirali, e-vigilance. Ni digitalizacije brez standardizacije, ker računalniki dela na digitalen način in se ne pogovarja analogno, tako kot mi. Mislim, da je pisalo pogodba med družbo in nami, izvajalci, pacientom in državo. Pacientom in državo na temo digitalizacije. Kakorkoli zveni politično nekorektno, da je pacient identificiran z UDI, torej unikatno identifikacijsko kodo, smo tudi na koncu ljudje objekti v digitalnem svetu, čeprav mogoče na drugačen način z vidika empatije, ampak računalnik tega nič ne razlikuje. Pomeni, da smo unikatno identificirani. In bi bilo krasno sporočilo, da osebno izkaznico, ki bo tudi izkaznica zdravstvenega varovanja, sprejmemo na digitalen način. Jaz bi bila zelo vesela, da bo imela sliko pacienta, pa še črtno kodo, pa to skeniran direktno sistem. Verjamem, tudi na naši službi pa verjamem, da tudi vi, da v bistvu, če bi mogoče malo bolj se povezali, malo bolj pogledali rešitve drugot, ker to je pa pravzaprav prednost male države, ne? Ker se precej poznamo, lahko se poznamo med sabo, pa dejansko res lahko računamo na to, da bomo še napredovali in v bistvu lahko zelo hitro pridemo do neke delujoče rešitve na celotnem sistemu, ne samo recimo pilotno v neki bolnici. Obe uredbi MDR in IVDR prinašata zelo velik izziv, ne samo za Slovenijo, za vse države članice. Vemo, da praktično na vsak člen je spisana smernica. Smernic je že cel kup, pa izvedbenih uredb tudi. Kar smo pa danes ugotovili, pa če navežemo na vigilanco, da se je treba pogovarjati, da je treba sodelovati in zato mi je všeč, da smo danes tukaj, da lahko iz različnih področij poda vsak svoje izkušnje in s tem pridemo do enega dobrega rezultata, ker v bistvu to je pač to poslanstvo obeh uredb, vse v namen javnega zdravja in varovanja pacienta. Današnji dogodek je v bistvu potrdil dejstvo, da ni digitalizacije brez standardizacije. Za standardizacijo pa mislim predvsem standarde, ki so globalno razširjeni, ki jih lahko neposredno in poceni prenesemo v naš zdravstveni sistem. In če so sistemi, ki delujejo v drugih okoljih, predvsem v industriji, že učinkoviti, ne vidim nobenega razloga, zakaj jih ne bi uporabljali tudi v zdravstvu. Iskreno sem vesela, da je bilo tukaj Ministrstvo za digitalizacijo, tudi nekaj uporabnikov, torej na strani pacientov in tudi nekaj proizvajalcev, ki si želijo izboljšati svoje poslovanje. Tisto, kar sem pa danes odnesla, je pa sporočilo enega od proizvajalcev, ki je zelo jasno povedal, da bi v javnih naročilih bilo potrebno zahtevati tudi standardiziran postopek nabave medicinskih pripomočkov na način, da ti postopki vključujejo tudi globalne standarde. Neposredni dogovori zavarovalnice z posamezno strokovno enoto, posamezno kliniko. Zaradi tega, ker to sicer je dogovor na strani UKC, ampak v UKC-ju je toliko in toliko klinik, toliko in toliko različnih interesov in potem je vedno imaš občutek, da da je ena stvar večja prioriteta kot druga. In jaz mislim, da vsaka klinika posebej lahko se dogovori z zavarovalnico, kaj bo v tem letu na novega uvedla, kakšne stvari so in to so tega sodelovanja, resnično si želimo tega sodelovanja in ko pride tudi nadzor za zavarovalce, katerekoli, takrat tudi želimo, da se poslušajo naši strokovni argumenti, da se takrat ti strokovni argumenti ne povozijo z pravniškimi akti. V bistvu sem vesela, da smo na tem dogodku nekako vsaj večina partnerjev, ki delamo za naše bolnike, stopili skupaj pa pokazali eno voljo, da bi našli neke rešitve, ki bi optimizirale te postopke, ki pripeljejo potem zdravljenje do bolnikov. Tako da, hvala. Moje mnenje pa je, da je zdravljenje v tujini za vsakega pacienta definitivno zelo obremenjujoče in stresno
In vsaka storitev, ki jo je možno opraviti v Sloveniji, je definitivno velika prednost in zelo dobrodošla. Ja, mogoče samo ta predlog oziroma ideja, ki sem jo izpostavil že malo prej. Se pravi, nekako doseči en dolgoročni konsens med partnerji o pomenu novih vlog v smislu opredelitve dodatnih finančnih sredstev. Ker je pač ta dogodek več ali manj povezan z uveljavitvijo nove evropske regulative, vidim, je pomembno to zaradi tega, da tudi slovenska javnost izve pravzaprav, kakšne so zahteve nove evropske regulative. Še bolj pomembno pa je, da se nekako vsi skupaj osvestimo, da nova evropska regulativa ne pomeni nek bav, ampak da je vedno to narejeno pravzaprav zaradi tega, da bo potem ljudem, uporabnikom medicinskih naprav boljše. Nekako rak rana, bom rekla, v navednicah slovenskega zdravstva je prav ta razdrobljenost, nepovezanost in jaz mislim, da res rabimo mednarodne standarde, ki bojo vse te povezali med sabo, vse te različne informacijske sisteme, različne sledljivost bo, interoperabilnost in pa seveda transparentnost. Jaz mislim, da res rabimo nacionalne registre, ki seveda standardi, globalnimi standardi, mednarodnimi standardi povezujemo vse te lokalne registre v ta nacionalni register. In jaz mislim, da današnja konferenca je res nekaj, kar rabimo v Sloveniji in mislim, da je fino, da je Medtech to organiziral. Zdaj jaz bi mogoče zaključil s tem, da si res želim, tako kot ste rekel, da bi bilo 5 bolnic v Sloveniji, to, da ti sred noči iz Izole pripeljejo bolnika z retenco na vstavitev urinskega katetra, je v bistvu nedopustno, ali pa iz gor človeka s helikopterjem v klinični center zaradi vnetega obmotka. Torej, nekako tako, da to malo skrčimo in pa konkurenca. Mi smo brez konkurence, lahko delaš dobro ali slabo, to je isto. Nobenega samoplačnika nočemo, vsak pacient je preveč. Mi se moramo boriti za paciente, v bistvu jih pa odrivamo in v takem okolju je res težko delati. Tako da upam, da se bo v nekem kratkem obdobju to rešilo. Apsolutno se slažem s ovim što je rekao dr. Havolina. Konkurencija i mogućnost izbora čine čuda. Ja bih volio da što prije sve naše zemlje u okruženju što prije približimo onome sustavu koji je, na primjer, u Nizozemskoj, koji kontinuirano kao kvalitetu zdravstvene skrbi mjerenu zadovoljstvom pacijenata je ili prva ili druga u usporedbi, izmjenjuju se Nizozemska i Švicarska. Mogućnost izbora kako osiguravatelja, tako i pružatelja usluge, ja mislim da bi napravila jako veliku razliku, da bi potaknula konkurenciju, da bi povećala transparentnost zdravstvenog sustava, jer bi mi kao korisnici imali pristup kliničkim ishodima na razini samog davatelja usluga. Mi kao porezni obveznici, kao budući pacijenti, kao liječnici, kao dionici sustava iz industrije, mislim da smo svi zainteresirani da u tom pravcu reformiramo zdravstvene sustave u zemljama u kojima radimo. Lepo prosim, zapomnite si to enostavno enačbo. Čisto enostavna je. In na podlagi te enačbe lahko, tako kot je bilo večkrat rečeno, razmišljate o vsem. O investicijah v digitalizacijo, v nove naprave, v nove metode operativne. In recimo v to, da bo zvečer pacient dobil kozarec vina. Vse to naj bo noter vključeno.
In ne bo treba več toliko razmišljati na en tak partikularen, raztrgan, razdrobljen način o tem, kaj pomeni kakovost, kaj pomeni zadovoljstvo in vse drugo. Kot je dr. Denič rekel, v ICHOM kriterijih so tudi vprašalniki za paciente. Vse za to gre. Vrednost pomeni samo izvedbo tistega, kar je idealno, kar je najboljše, skupaj, da se potem pacienta intervjuja o tem, kaj se mu je zgodilo. Upam pa, da bi, glede na to, da je danes lih enakonočje, če se ne motim, smo v enem takem labilnem stanju in v resnici želim, da bi pravzaprav vsi šli domov za to mislijo na vrednosti temelječem zdravljenju. Skratka, želim si, da postane kakovost zdravstvenega sistema in varnost državljank prioriteta vseh odločevalcev, zavedajoč se, da bo to na začetnem delu ali pa na kratek rok povečalo stroške v zdravstvu, bo pa zanesljivo, kot v vsaki državi, izboljšalo zdravje naroda. Amen. Meni se v prvi vrsti zdi, da je dogodek naslavljal zelo relevantno temo in da take dogodke v Sloveniji potrebujemo. Danes smo se pogovarjali ne samo o izdatkih, ne samo o stroških, ampak o tistem, zaradi česar zdravstvo imamo, to je vrednost za pacienta. In tehnologija nam omogoča, da te stvari seveda spremljamo, dokazujemo in to je nekaj, kar moramo integrirati v naš zdravstveni sistem. Ja, v Sloveniji imamo en velik izziv, kako plačujemo zdravstvene storitve. Še vedno v bistvu plačujemo za opravljene storitve, ne pa za izide zdravljenja. Res, da spremljamo smrtnost, res, da spremljamo zaplete, ampak izidi zdravljenja so večplastni. In zelo pomembno je, ko imaš ti omejena sredstva, da znaš ta sredstva pravilno razporejati. In v bistvu ti je edino merilo dejansko to, kaj za vložek denarja, ki ga imaš, res dobiš, in pri tem je vrednost za pacienta ključna. Današnji dogodek se mi zdi, da je bil nek začetek nečesa, da smo se začeli pogovarjati. Mislim, da je bil zelo interaktiven, kar me je zelo veselil in nadejam se še nadaljnjih takih dogodkov in upam, da bomo slišani tudi tam, kjer smo želeli, da smo slišani. Jaz osebno sem odnesla od tega dogodka predvsem zavedanje, da morda smo slišani in pa da je več različnih skupin ali pa deležnikov, ki smo vsi vključeni v ta zdravstveni sistem, da smo nekako usmerjeni vsi k istemu cilju. Predvsem to. In da očitno, da bomo lahko z različnimi pogledi, ampak s skupnimi koraki prišli nekako skupaj do tega cilja.